kaj je direktorska prevara oziroma kako ne nasesti fake e-mailu in zlikovcem nakazati 47.906 evrov, poskrbeti, da bo direktor totalno popenil, ker ste ogrozili finančno varnost podjetja in v istem trenutku še izgubiti službo, medtem ko na vas za vse večje časa ostane madež, da v rokovanju z e-mailom nimate prav nobenega pojma. Pripravljeni? Našpičite ušesa. Naslednja minuta vam lahko reši rit. Verjetno se sprašuješ, kako je sploh mogoče, da bi se tak scenarij zares uresničil. Nesreča nikoli ne počiva, neumorni pa so tudi spletni zlikovci, ki vas bodo v trenutku neprevidnosti rade voljo 15 ali za nekaj tisočakov. Njihov načrt sliši na ime direktorska prevara. Nič hudega sluteči, boste nekega dne prejeli elektronsko pošto direktorja, v kateri vas sprašuje: "Ej, a imamo na bančnem računu dovolj denarja za nakazilo 47.906 evrov?" Ko boste nanj odgovorili pritrdilno, vam bo direktor v odgovor posredoval novo elektronsko pošto z navodili za nakazilo na bančni račun v tujini. Ko boste ugotovili, da tistega elektronskega sporočila ni poslal direktor, ampak nepridipravi, pri čemer so sporočilo poslali tako, da so ponaredili pošiljatelja. Slednjega je tako enostavno ponarediti, kot da bi poslali navadno pismo, v zgornji levi kot pa napisali nekoga drugega kot sebe. Vaš delodajalec bo ob novici, kaj se je pravkar zgodilo za njegovim hrbtom, najverjetneje popenil kot amatersko natočeno pivo. Podjetje bo ostalo brez zajetne vsote denarja, vi pa najbrž brez službe. Kako so nepridipravi ugotovili, kateri elektronski naslov uporabljate vi in katerega direktor? Povsem preprosto. Našli so ga kar na spletni strani vašega podjetja. Prestrašeni? No, če boste še naprej zelo pozorno poslušali, boste kaj kmalu lahko prenehali gristi nohte. Najboljši recept za boj proti goljufijam, kot je direktorska prevara, je osveščanje uporabnikov. Priporočljivo je, da vzpostavite splošno pravilo pri poslovanju, da vsako neobičajno spremembo pri plačilih nujno preverite še na nek drug od elektronske pošte neodvisen način. Naj si bo to osebno, prek telefona ali celo prek telefaksa. Če pa vam je ravno kar spodrsnilo in ste ga že pošteno pokronali, ko ste nasedli na prav tako obliko prevare, nemudoma kontaktirajte svojo banko in poskusite ustaviti transakcijo. Pokličite policijo in prijavite incident prek spletne strani varni na internetu.si. Bančni račun, na katerega ste nakazali denar, namreč pripada tako imenovani denarni nuli, ki denar takoj po prejemu dvigne in ga po drugi poti posreduje naprej. Zato tudi, če goljufijo prijavite, ne imejte veliko upov, da boste nakazan denar kdaj dobili nazaj.